Lepo in prijazno pozdravljeni, dragi gledalci in spoštovane gledalke. Spremljate oddajo Pogledi svetniške skupine Naše Velenje na dogajanje v mestni občini Velenje. In z nami je Jože Hribar, vodja svetniške skupine Naše Velenje v svetu mestne občine Velenje. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Dobar dan. Kakšno je poletno vzdušje zdaj v Velenju? Ja, trenutno glede na vreme se dogaja. Sem vesel, da končno uspevajo tudi prireditve na tej zelo glasni Visti in privoščim. Zdaj se bova najprej dotaknila bolj perečih težav, problemov, najprej zdravstveni dom. Vemo, kaj se dogaja, zdravniki, pomanjkanje, potem dežurne službe. Ja, jaz mislim, da v tem segmentu bi mogla občina in občinska uprava malo bolj aktivna biti, ker se dogaja, da v nedeljo nimamo dežurnega zdravnika. Po drugi strani vemo, da nam vlada SD, ki nam obljublja specialista v 30 dneh. In pri nas pa 30 let vladajo, pa vidimo, v kakšnem razsulu je zdravstveni sistem v našem mestu. Na to opozarjate tudi na Facebook profilu Naše Velenje. Seveda. Kaj vas je pri tem dogodku najbolj zmotilo? Pa povejte, za kakšen dogodek gre? Sej ni to samo en dogodek. Je tudi recimo zadeva starejša gospa alergična na pik os, je hotela dežurnemu zdravniku in so mu mogli peljati v Celje. V tem času bi lahko se to tragično končalo, ker pač nimamo dežurne službe. Zdaj, že dlje časa se opozarja na pomanjkanje zdravnikov tukaj v zdravstvenem domu Velenje. Kako bi vaša svetniška skupina Naše Velenje poskrbela za rešitev? Ki jo vidite? Ja, rešitev je privabiti zdravnike z dobrimi plačami, z stanovanji, luksuznimi, v bistvu privabiti, da sami pridejo, ne da jih prosimo, ker jaz kot gostinc vem, da če prosim osebe, da pride meni delati, ne bo noben. Moš podstaviti pogoje, da oni tebe prosijo, če lahko pridejo delati. In tu delajo napako. Najbrž pa se pogovarjate z zdravstvenim osebjem. Imate kakšne konkretne podatke, ni treba zdaj poimensko? Pa se pogovarjam saj v bistvu težava je, da pač vodstvo kakšno je, dela, kar dela. Zaposleni v bistvu niso nič krivi, ne. Če gre nekdo v bolniško in ne more delati smene, bi pač moglo vodstvo zagotoviti nadomestnega zdravnika, ne. Enako je pri poslu. Jaz v nedeljo imam lokal odprt, če natakar se zboli, sem jaz dolžen dobiti nadomestno, ne, in lokal mora obratovati, ne pa, da dam listek, pojdite v Celje, v ta pa ta lokal. Kako bi, Jože Hribar, vi odreagirali, če bi imeli takšno težavo, takšen problem? Da bi prišli v zdravstveni dom in naleteli na takšen napis? Ja, bil bi jezen, ogorčen, sploh če bi zaradi tega kak moj družinski član ali prijatelj, kdorkoli imel posledice. Zelo jezen bi bil. No, v Velenju se marsikaj dogaja, kar zadeva investicij, sploh zdaj v zadnjem času po krajevnih skupnostih. Ja, to je recimo še ena zadeva, investirajo, ampak opažam, da te investicije so nekje na pol končane. Recimo cesta ali pločnik v Šentilju naredijo na pol, proslava. Naslednjo leto bo spet pol naredili, bo spet proslava. V bistvu so investicije, ki jih ne dokončajo. Tudi Vista park je nedokončan. Zadeve nekje na pol naredijo, potem pa gremo dalje. Se pravi, v svetniški skupini Naše Velenje podpirate investicije in takšne projekte, ampak da se dokončajo od začetka do konca, čeprav razumemo, se pravi ceste, pločniki in ostalo. Pristop je napačen. Glejte, že mogoče bi mogli že preden začnejo kakšno stvar delati, mogoče stroko vprašati. Zadeva pri Visti je bila ista. Niso enega glasbenika vprašali za mnenje ali bi pa se upoštevali kakšno kritiko. Pač z glavo v zid in kar bo. In zdaj imamo Visto brez dvigala, recimo invalidi nimajo dostopa do Viste, sploh do razglednega dela. No, po vaših besedah mestna občina Velenje še vedno zavrača uvajanje participativnega proračuna. Kaj imate tukaj v mislih, pa če mogoče razložite našim gledalkam in gledalcem, kaj je sploh to? Jaz vam da povem, kaj mene najbolj moti. Da v bistvu SD kot vladajoča stranka izkorišča svoj prevladujoči položaj
v tem, da imajo to koalicijo z občani. V bistvu je pa tam celotna občinska uprava od Morja do župana, podžupanje in v bistvu ne reklamirajo projektov mestne občine Velenje, ampak reklamirajo stranko SD. To ni nobena koalicija, ne. Oni pač nagovarjajo lastne volivce. Zdaj gledam posnetke, da v bistvu v prvi, drugi, tretji vrsti itak sedijo vedno eni tisti ljudje. Razen če živijo v vseh krajevnih skupnostih. Eni isti so tam bolj kot ne, da tudi ljudje so jih malo spregledali. Kaj to pomeni konkretno recimo? Ja, gledajte, obljuba na obljubo, pa po mojem ljudem več ne verjamejo in mislim, da je letos tisto leto, da se bo v Velenju nekaj spremenilo. Kaj pa pomeni participativni proračun? Ja, težava je, gledajte, to je, da ljudje odločajo, kako bomo zapravljali naš denar. Trenutno pa to ni, ne. Občinska oblast zapravlja denar. V bistvu jaz opazujem največ za kakšne prireditve, sprejeme. Vsak dan ima župan ali podžupanja 2 do 3 sprejeme. Jaz ne vem, kako to sploh folgajo, po domače povedano, ker jaz sam sem zadnjič bil v soboto na dnevu rudarjev, jaz drug dan nisem mogel nič več, to te zmuči, ne. Oni pa polni energije iz žurke na žurko, na sprejem, ampak to nima smisla, ker zapravljajo denar za pijačo, za hrano, za sprejeme, namesto da bi vlagali v ceste, v razsvetljavo, v ljudi, ne. Če se zdaj Jože Hribar, vodja svetniške skupine Naše Velenje v svetu mestne občine Velenje, dotakneva zadnje junijske seje. Bila je kar zanimiva, napeta. Seznanili ste se svetniki in svetnice z lokalnim energetskim konceptom mestne občine Velenje. Gre za zelo pomemben dokument za Šaleško dolino. Ja, vse dokument je dokument, papir vse prenese, ne. Težava pa je, da koliko sem razbral iz tega, zadeva bo draga, ve se pa, kdo bo to plačal. Občanke in občani. To ne bo poceni hec. Nekje se trudijo, da bi rešili to zadevo z ogrevanjem, ampak, koliko jaz opazujem, niso ravno na pravi poti. No, zdaj septembra se napoveduje zvišanje marsikaterih cen. Če zdaj konkretno nekaj spregovoriva torej o sistemu daljinskega ogrevanja Šaleške doline, zvišanje stroškov toplotne energije. Kakšen je pogled svetniške skupine Naše Velenje? Glejte, župan je na seji rekel, da pri nas dvakrat več porabimo energije kot naprimer v Mariboru, ne. Ampak da je do tega prišlo, so si sami krivi, ne. Pred leti so nam zahtevali, da vgradimo te števce za odčitavanje porabe toplotne energije, kar smo storili. Navrtali so nam radiatorje, dali števce, ki smo jih plačali in potem kar naenkrat spet odčitavanje nič in obračunanje po pavšalu. In ker se obračunava po pavšalu, imajo vsi radiatorje odprte, ko je vroče, odpre okno. Prej, ko je bilo po števcu, smo vsi varčevali. Ampak pri nas nikoli ne gre skozi to, ne. Pred leti so rekli, varčujte z vodo, da bo cenej. Smo začeli varčevati z vodo, je bila dražja, ker je bila premajhna poraba vode. Enako je za smetmi. So rekli, gledajte, ločujte odpadke, da bo cenej, je dražje. In enako se je zgodilo tudi pri toplotni energiji. Težave imamo v celem tem komunalnem sistemu. Za kakšno povišanje gre? Koliko odstotkov? Pa 5%, vse ni važno, ampak gledajte, vse se draži, ljudje pač mislijo, jaz ne vem, razmišljajo, vse ljudje so navajeni, vsak dan se drži, bomo še pa mi malo podražili. Ni v redu, ne. Vse občina ima rezerve, jaz tudi mislim, da če vedno radi poudarjajo, da subvencionirajo 50% ogrevanje, pa ne ogrevanje subvencionirajo 100%, če želijo dobro občanov. Jože, omenili ste, da ste se zdaj družili tudi z rudarji ob rudarskem prazniku in glede na to, da ste tudi sam zelo uspešen gospodarstvenik, podjetnik, bova rekla takole. Zanima me sledeče, zdaj slišali smo premogovnik Velenje v rdečih številkah, vemo, kaj se pa dogaja s holdingom Slovenske elektrarne pa Tešem. Ja, tudi to je zanimivo, ne. Vse premogovnik dela z minusom, ampak tu niso rudarji nič krivi, zaposleni nič niso krivi.
kriv je prejšnji sistem, še mislim v času direktorja Medveda, takrat so določili pač ceno kilodžula, ampak da se jim pa recimo 10 let rudarjem ne dviguje plače, je pa naravnost groza, ne. V Tešu recimo dobivajo lepe božičnice, vse, rudarji so v istem sistemu, delajo elektriko, 400-500 metrov pod zemljo in v bistvu že imajo plače primerljive z eno natakarico. Lahko rečemo, da je Velenje lepo mesto, da svetniki in svetnice v svetu mestne občine Velenje sprejemate številne odločitve, da živimo v res lepem mestu, da skrbimo za zdrav način življenja. Ampak en dogodek vas je pa v zadnjem času kar malo razburil. Ja, gledajte, spuščanje odpadkov v Škalsko jezero in dobil sem tudi informacije, da se to dogaja tudi na Velenjskem jezeru na drugi strani. Plus tega, da naj bi iz te Kunta Kinte ravno tako sanitarne vode spuščali v jezero. V bližini, tam, kjer se kopajo ljudje. Kdo? Ja, meščani, neodgovorni po mojem. In kaj zdaj sledi? Ja, jaz mislim, da bi mogla občina to posredovati z inšpekcijskimi službami, imajo tudi mestno redarstvo, v bistvu take stvari se ne bi smele dogajati. Tu bi mogel nekdo takoj udariti po mizi in take stvari se res v normalnem svetu ne dogajajo, sploh pa ob nekem jezeru, za katerega trdijo, da je turistično. Vi ste v zadnjem času še posebej stopili v stik z občankami in občani, vas lahko kontaktirajo, tudi na Facebooku ste zelo delovni, dejavni, se pravi, vam lahko sporočajo te informacije, vi takoj odreagirate? Takoj je, vse v bistvu za spuščanje pred kratkim je to se dogodilo, jaz v minuti, dve dam to naprej. Smo zelo ažurni, če dobim jaz osebno sporočilo, pa da vidim, da je aktualna zadeva, ne razmišljam, ampak takoj, da se ve. Zdaj svetnike in svetnice mestne občine Velenje čakajo počitnice, zaslužen dopust. Lahko poveva, da ste dali tudi pobudo za sejnine, ne? Komu bi jih namenili, pa zbiranje zamaškov še omeniva? Ja, jaz v bistvu cel mandat 4 leta, ne, moram se pohvaliti, vse sejnine podarim. V bistvu nisem niti ene do zdaj zapravil za svoje potrebe, ali pomagam gasilcem ali društvom, karkoli pač nakazujem. Trenutno zbiramo za malega Miloša, mali otrok je bolan, tudi zamaški. Ljudje so se odzvali, dobivamo na dan tudi včasih po 50 kg teh zamaškov, tako da se bo nekaj nabralo. Se pa že veselite letošnjega občinskega praznika, pa seveda pestre, zanimive jeseni. Glejte, vsakega praznika se vsi veselimo, ne samo občinskega, ne. Ampak jesen bo pa pestra, ne, ker so volitve, mi se že pripravljamo na volitve in bomo šli z to energijo in znanjem v volitve lokalne, da zmagamo. Ne, da povečamo število mestnih svetnikov, ampak da zmagamo. Ker jaz mislim, da je logika, da če gremo na volitve, da razmišljamo o zmagi, ne samo zato, da se bom jaz uvrstil spet v mestni svet in da ne bom imel naslednje 4 leta nobene besede. Jaz želim, da zmagamo in da odločamo, da spremenimo kaj, da nehamo pljuvati po oblasti, ker bomo mi oblast. Še sporočilo našim gledalkam in gledalcem za tole poletje? Ja, želim jim zdravje, predvsem zdravje, ta korona spet nekaj nagaja, večje plače vam želim, pa na koncu bodite za naše Velenje. Jože Hribar, vodja svetniške skupine Naše Velenje v svetu mestne občine Velenje. Lepa hvala za tale klepet in lepo poletje tudi vam. Hvala tebi in tudi ti uživaj na morju. Te spremljam na Facebooku in vidim, da pridno dobivaš barvo. Hvala lepa. Hvala pa tudi vam, gledalke in gledalci, za pozornost. Lepo se imejte in srečno.